Dan, gospe in gospodje. Preden bom na kratko odgovoril na vaša vprašanja, bom obvestil javnost, da sem danes dobil strani vseh ministrstev, tako kot je bilo dogovorjeno pred 14 dnevi, seznam njihovih prednostnih nalog v letu 2011, kar mi nalaga, da čez vikend do ponedeljka, ko bomo imeli delovni posvet krizne skupine ministrov in predsednice ter predsednikov koalicijskih strank, pripravim nek predlog fokusa vladnega dela v tem letu. Ni mogoče opraviti vsega, kar je problem, treba reševati glavne probleme, te je treba definirati, se na nje osredotočiti in uskladiti delo ministrstev, da bomo pri njihovem reševanju tudi uspeli. Cilj teh ukrepov bo prav gotovo okrepiti konkurenčnost Slovenije, o tem ni nikakršnega dvoma. Konkurenčnost bo dolgoročno omogočila, da bo socialna povezanost, ki smo jo zagotovili tudi v času krize, ohranila socialno povezanost, ki je v Sloveniji, tako kot v večini evropskih držav, pozitivna vrednota. Tako bo ministrski zbor prihodnji teden v četrtek pravzaprav tudi obravnaval to pripravljeno strategijo in jo upam kot en delovni načrt sprejel. Menimo, da bi bilo prav, če bi na tak ali drugačen način našli proceduralno možnost, da o prioritetah vlade v letu 2011 obvestimo tudi državni zbor in da v državnem zboru opravimo en pogovor, tako z poslanci koalicije kot opozicije, da preverimo, ali so prioritete vlade v letu 2011 v glavnem tiste, ki jih kot prioritetne vidijo tudi poslanke in poslanci, in da seveda pozovem vse, tako poslanke in poslance vladajoče koalicije kot opozicije, da poskušamo pri konkretnih projektih praktično, pragmatično sodelovati in iskati rešitve, ker gre za velike stvari. Videli smo, da je bilo potrebno na neki točki presekati gordijski vozu predloga pokojninske reforme. Čeprav smo se trudili, da bi socialnimi partnerji našli več skupnih točk in morda celo soglasje, se to ni posrečilo in ko smo ugotovili po 3 mesecih sestankovanja na vrhu, da takega kompromisa in soglasja ne bo, je vlada morala prevzeti odgovornost za to reformo. Ker pripravljamo tudi druge pomembne reforme za letošnje leto in jih je treba pametno sprocesirati, to je ta fokus, o katerem govorim, potem je jasno, da je toliko bolj pomembno, da takoj od začetka sodelujemo z socialnimi partnerji, z državnim zborom in z strokovno javnostjo. V januarju se bo torej zgodil ta proces razčiščanja fokusa, osredotočanja na ključne strategije za leto 2011 in 2012. Povedal sem vendarle, kaj je bistvo te strategije, to je povečanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Videli ste iz kazalcev danes, da se gospodarska rast in gospodarsko razpoloženje v evroconi in državah Evropske unije krepi, v večjih državah nekoliko bolj in hitreje, tako kot je tam tudi hitreje in bolj nastopila kriza, z določenim zamikom prihaja do okrevanja gospodarstva tudi v Sloveniji, tako da pričakujemo, da bomo z rastjo počasi zanesljivo zmanjševali tudi brezposelnost, hkrati pa seveda omogočali nastajanje novih delovnih mest, ki bodo omogočila višjo dodano vrednost, kar bo dolgoročno omogočilo to konkurenčnost in posledično socialno povezanost. Toliko za uvod.